Lep pozdrav še z reporterskega mesta, kjer tudi nestrpno čakamo na dvoboj ekip, ki sta v prejšnjem kolu remizirali, ampak na povsem drugačen način, to je treba reči. Rudar je tako rekoč izgubil 2 točki, ko je v Novi Gorici dvakrat vodil, pa na koncu odigral 2-2. Olimpija je proti Domžalam zaostajala 4-2 in na to izvlekla točko. Hiter protinapad, Savič na drugo stran, veliko prostora ima tam Kronaveter, krasna podaja do Vombergarja, super priložnost za Olimpijo in je pa Vombergar v odlični formi v zadnjem obdobju, ne nazadnje razglašen tudi za najboljšega igralca lige v mesecu oktobru. Tule zdaj Vombergar še enkrat proti Pridigarju, tokrat pa ni zapravil te priložnosti in Olimpija v 5. minuti vodi z 1-0. 2 krasni situaciji za Vombergarja, tole si je pripravil tako rekoč sam in dosegel svoj 7. zadetek v letošnji sezoni. Še priložnost za Velenjčane, spet nekaj prostora na desni strani, Tučić je v kazenskem prostoru. Za Tučića smo že omenili, da je v letošnji sezoni v odlični formi, zdaj pa spet priložnost za Velenjčane, prav proti Tučiću gre žoga. Še enkrat vzeta žoga, še ena priložnost za Velenjčane, Trifković ima veliko prostora. Kaj je zdaj spet zgrešil Milan Tučić? Malce ostrejši posredovanji pa že prejel rumeni karton. Zdaj spet nekaj malega prostora za Ljubljančane. Kronaveter je v kazenskem prostoru. Rok Kronaveter takšnih priložnosti ne izpušča. Prvi strelec slovenskega nogometnega prvenstva je dosegel svoj 10. zadetek. Tako se je na vrhu lestvice izenačil z Rokom Sirkom. Ja, Banjak ima pomembno vlogo tako v obrambnih nalogah kot napadalnih. Zdaj pa 11-metrovka. 11-metrovka za Rudar. No, to pa bo lepa priložnost. Ob začetku 67. minute ima Rudar priložnost, da zniža izid. Damjan Trifković zanesljivo niža na 1-2. Druga 11-metrovka za Rudar v letošnji sezoni državnega prvenstva. Spet so pri žogi Velenjčani, spet je žoga pri Pušaverju, nekajkrat je že pokazal, da ima imeniten predložek. Tokrat je na drugi vratnici pritekel Milan Tučić, seveda. Strelec zadetka, pa nesrečnik pri zadetku. Zdaj pa Tučić v kazenski prostor. Še enkrat Glažar ne bo pokazal na 11-metrovko, zdaj le je bil. Ja, imeli smo odlične priložnosti, dobre priložnosti. V prvem polčasu, v drugem smo posebej tudi dobro igrali. Nismo imeli sreče, ne poskušali smo. Mogoče malo tudi igrišče slabo v nekih situacijah smo videli v prvem polčasu, smo čez gor dali žogo, ampak to je nogomet, ne gremo zdaj spet naslednjo tekmo, se bomo borili, pa upam, da bomo dobili 3 točke. S predstavo niti malo nisem zadovoljen. Zadovoljen sem samo z rezultatom. Mislim, da danes res nismo bili pravi. Že med polčasom smo se zmenili, da ne smemo tako igrati. Privoščali smo si dosti napak. Prvi jaz v obrambi, potem tudi drugi igralci. Kot ekipa nismo bili pravi. Zmenili smo se v polčasu, da gremo ven, bolj zbrani, bolj agresivno. Mi smo prišli v tekmo še slabše. Mislim, da smo danes odigrali slabo, cela ekipa, in lahko smo samo veseli glede rezultata, ampak mislim, da tudi nam se mora zgoditi, da včasih ne igramo tako dobro in zmagamo, ampak mislim, da tale igra danes mora iti čim prej v pozabo in zdaj nas čaka reprezentančni premor in sigurno se bomo zbrali, da se nam to ne bo več zgodilo.